Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Tokrat sem z vami Gala Jarc in na začetku poletja sem se javila s prispevkom o pitnikih, tako da smo raziskali, kje vse v Ljubljani se da dobiti svežo pitno vodo in se osvežiti v teh vročih dneh. Zdaj pa se bom podala naokrog po Ljubljani, da preverimo, kje pa lahko to vodo odtočimo, ko nas, no, saj veste, prime lulat. Ja, prav ste uganili, podali se bomo na pot raziskovanja javnih stranišč v Ljubljani. Pa kar če pravzaprav najbrž vsem je jasno, stranišče toaleta, ponavadi rečemo tudi kar WC. In WC v bistvu stoji, je kratica za water closet, torej po slovensko dobesedno vodna omara. In to je v bistvu stranišče, ki se pač izpira z vodo. Obstaja več tipov stranišč in lahko jih delimo po več različnih kriterijih. V splošnem se delijo na hišna, družinska in pa tista javna. Ta se delijo tudi ponavadi na spol oziroma na kakšne posebne potrebe, torej recimo stranišča za invalide ali pa tista prilagojena malčkom. Na različnih prireditvah na prostem pa ponavadi postavijo kar prenosna stranišča. Glede na namen so stranišča opremljena bodisi s straniščno školjko, bodisi katero drugo odplakovalno napravo. Mednje sodijo najrazličnejši pisoarji ter tako imenovana stranišča na štrbunk. V zadnjem času pa so precej moderna tako imenovana high-tech stranišča, torej taka, ki tudi sama poskrbijo za splakovanje vaše zadnjice in podobne, kako bi temu rekli, napredne funkcije. Stranišča so ponavadi opremljena s toaletnim papirjem, ker najbrž si sploh ne predstavljamo več, kako bi bilo, če po potrebi ni na voljo svežega toaletnega papirja. Pogosto pa se v prostoru nahaja tudi umivalnik, da lahko hitro poskrbimo tudi za higieno rok. Doma imamo seveda zraven tudi brisačo, v javnih WC-jih pa je zraven ponavadi na voljo dispenzer papirnatih brisačk ali pa sušilec za roke. In kot je vedno rad poudaril moj profesor za kanalizacijo, so stranišča pravzaprav eden izmed najpomembnejših dosežkov človeške civilizacije. Kaj več o tem bomo spregovorili kasneje, jaz pa se pravzaprav sprehajam ob Ljubljanici in že sem prispela do najbližjega javnega stranišča, za katerega skrbi javno podjetje Voka Snaga. Tukajle bom kar obrnila kamero. Opala. Takole. V neposredni bližini Špice. Špica je tamle. Na tej strani je, kako že, biotehniška šola, most in prišli smo do WC-ja. Dober večer. Aha, Grubarjevo nabrežje, Špica. Takole, tale WC je prilagojen tudi za invalide in pa ima tudi previjalnico, ki pa je zdajle v tej temi žal ne vidite. Aha, luč se je prižgala, previjalnica je tukaj. WC je, kot sem omenila, opremljen s toaletnim papirjem, straniščna školjka na vodno izplakovanje in pa seveda tudi invalidom prilagojen umivalnik, pa tudi ogledalo. Tako, tole je prvi WC, ki smo ga obiskali, sedaj pa kar ostanite še z mano. Čez kakšen trenutek vam pokažem že naslednjega. Se gledamo! Od Špice sem se kar takole na hitro teleportirala do Opečnatega mostu, še vedno sem na prulski strani, čez pa je Trnovo. No, ampak mislim, da ne morem skrivati, da tale posnetek nastaja zvečer, tako da bi vam želela še malce pokazati, kako lepa je Ljubljana v teh večernih urah.
Je bila pa nizka. Ampak kakorkoli, vrnimo se nazaj k naši temi. Tukaj imamo naslednji znak za najbližji WC. Torej, prej sem omenila, da je stranišče eden izmed najpomembnejših izumov človeštva, ampak ne glede na to, da se nam v bistvu ta nekako najbolj vsakdanja, samoumevna dobrina zdi pač, kako rečeno, samoumevno, v bistvu več kot tretjina sveta nima dostopa do stranišč. In to pravzaprav zna predstavljati kar precejšen problem, kajti stranišča pravzaprav kar temeljito spreminjajo svet. Pa naj v bistvu naštejem kar nekaj stvari, kako spreminjajo svet. Prvič, skrbijo za ohranjanje zdravja. Namreč nepravilno odlaganje človeških odpadkov lahko povzroči uničujoče bolezni, kot je na primer kolera. Saj, kadar ljudje nimajo stranišča, pač iztrebljajo na prostem. Pogosto je to kar v bližini bivalnih prostorov ali pa rek, ki oskrbujejo z vodo za pitje ali kopanje. Na primer, približno 1,1 milijona litrov surovih odplak je vsako minuto izpranih v Ganges, reko v Indiji, kot pravijo podatki Svetovne zdravstvene organizacije. Tako da pravzaprav, če še niste pomislili in začeli gojiti hvaležnosti za stranišča, mislim, da je kar čas za to, kajti v bistvu so res kar pomemben del človeškega zdravja. Sedaj pa se približujemo našemu naslednjemu ljubljanskemu javnemu stranišču pod mostom, pa da preverimo, kako se pravzaprav imenuje. Tale bo pa Prulski most, Krakovski nasip 2. In naj povem, da bi naj po podatkih Voka Snage tole stranišče obratovalo od 10. ure pa do polnoči. Pa preverimo, če to drži. Aha. Že spet tema. Luč se prižiga. Stranišče je polno opremljeno. Tudi tukaj sicer rahlo založena previjalnica, če se ne motim. Tukaj imamo tudi kar v istem prostoru pisoar, ročka tudi za invalide in pa toaletni papir, brisačke. Pa mislim, da bo tole postala kar praksa, ogledalo. In se vidimo v naslednjem WC-ju. Hopla! Pa sem že v naslednjem WC-ju oziroma toaletnih prostorih in tokrat se nahajam ob parkirni hiši pod Kongresnim trgom, kjer je, poglejte koliko, 1, 2, 3, 4, kar 8 stranišč za ženske. Vsebujejo tudi previjalnice. Stranišča so čudovito čista, opremljena s toaletnim papirjem, previjalnico. Seveda, ja, to smo pozabili omeniti, da ob straniščih je ponavadi tudi metlica za čiščenje. Ja, takole. Ob tem lahko povem kar naslednje dejstvo o straniščih in namreč, da preprečujejo slepoto. Trahom je vodilni vzrok slepote, ki jo je možno preprečiti. Prenaša pa ga muha, ki se razmnožuje izključno na človeških iztrebkih. Bolezen povzroča Chlamydia trachomatis, bakterija, ki povzroča tudi spolno prenosljivo bolezen Chlamydia. Muhe in stik z očesnim izcedkom okužene osebe lahko tako širijo bolezen. Tako da 3-krat hura za stranišča, mi pa gremo naprej. Seveda pa še preden gremo naprej, ne pozabimo pogledati pravzaprav, kje točno smo zdaj bili. In takole zdaj izstopam iz vhoda v garažno hišo, kjer se nahaja tudi WC.
Tamle je univerza, dogaja se vaja za predstavo. Zdaj pa res hop do naslednjega stranišča. Takole, od Kongresnega trga pa smo že pri Mesarskem mostu. Tegale sicer najbrž ne vidite, ampak piše, da je uporaba sanitarij brezplačna. In pa za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 041 317 457. Tale WC obratuje vsak dan od 7 do 23 ure. Pa kar poglejmo, kako izgleda. Aha, spodaj je tudi prevoz oziroma vstop za ladjice, moški, ženski WC in pa obljubljajo tudi previjalnico. Takole izgleda v večernih urah. No, ob tem pa lahko preverimo še kakšno dejstvo o tem, zakaj so stranišča eden izmed boljših človeških izumov. Omenili smo že ohranjanje zdravja in pa preprečevanje slepote, skrbijo pa tudi za varnost žensk. Dober dan. Dober večer. Dober večer. Jaz snemam za Ljubljana TV prispevek o ljubljanskih javnih straniščih. Smem naprej? Hvala. Takole je tudi tukaj ogromno ogledalo, da se lahko ogledate. WC-ji so, tukaj so 3 za ženske, previjalnica kot obljubljeno in pa kot vedno seveda WC papir, košek, metlica, vse kot je treba. Hvala lepa, lep večer še naprej. Torej, rekli smo, da WC-ji skrbijo oziroma višajo varnost žensk. Pa zakaj je temu pravzaprav tako? Namreč v krajih brez stranišč morajo ženske potovati daljše razdalje, da se lahko razbremenijo, pri čemer jim grozi spolno nasilje. Da bi se temu izognile in se v bistvu pravzaprav zavarovale, marsikje uporabljajo tako imenovana flying toilets, oziroma po slovensko prevedeno dobesedno leteča stranišča, kar pa so v bistvu navadne plastične vrečke, ki jih hranijo v svojih hišah. Žal so ta leteča stranišča gojišča za mikrobe, kot je na primer tista bakterija, ki smo jo omenjali prej, torej odgovorna za trahomo, ki povzroča slepoto. Tako da še en razlog, zakaj so stranišča na vodno izplakovanje fantastična oziroma sploh organizirana stranišča. No, poleg tega pa, če smo že ravno pri ženskah, stranišča omogočajo tudi izobraževanje. Namreč govorjenje o toaletnih zadevah je marsikje še vedno tabu, še posebej med ženskami. In mlada dekleta pogosto prenehajo obiskovati izobraževalne ustanove, ker pač ne morejo dostopati do ločenih oziroma organiziranih stranišč. Ponekod so sicer humanitarni delavci predlagali, da se organizirajo stranišča in se s tem omogoči nemoteno izobraževanje, vendar pa zadeva ni tako zelo enostavna, kot se morda zdi, kajti še vedno velja, da je pravzaprav višja verjetnost, da bodo ta stranišča uporabljali večinoma moški. No, več, zakaj so stranišča super izum in še kaj se dogaja na ljubljanskih javnih straniščih, izvemo po oglasih, tako da ostanite z nami in se gledamo. Spet v naši družbi, tokrat za vas pripravljam prispevek o
ljubljanskih javnih straniščih in nasplošno o straniščih. Govorili smo že o tem, zakaj so stranišča na vodno izplahovanje oziroma organizirana stranišča nasplošno eden izmed boljših izumov človeštva. Pa še preden vam povem še 5. razlog, zato lahko omenimo še, kdo pravzaprav in kako upravljajo stranišča v Ljubljani, torej javno dostopna stranišča. In podjetje, ki skrbi za to, je javno podjetje Voka Snaga, ki za Mestno občino Ljubljana upravlja javna stranišča na 10 lokacijah v mestu. 7 javnih stranišč je dostopnih tudi osebam z gibalnimi ovirami. Sanitarni prostori pod Mesarskim mostom, ki smo ga obiskali tik pred oglasi, in pa Prulskim mostom, ki smo ga obiskali predtem, ter tudi na Grubarjevem nabrežju Špica, torej naš prvi WC, ki smo ga obiskali, ter na bregu Keler imajo previjalnico. To smo tudi preverili in videli, da previjalnice so. Uporaba javnih sanitarij je brezplačna, kot smo prebrali tudi prej na oznaki na Mestnem oziroma Mesarskem mostu. Zanje pa skrbi 14 zaposlenih po informacijah, ki sem jih našla na spletni strani Voka Snage. Javne sanitarije, ki so namenjene funkcionalno oviranim osebam oziroma osebam na vozičkih, so zaklenjene, odpirajo pa se s ključem EuroKey oziroma Euroključem. Osebe z gibalnimi oviranostmi ključ dobijo pri ustrezni invalidski organizaciji in ga lahko uporabljajo, kjerkoli je infrastruktura opremljena s ključavnicami EuroKey. Sedaj pa lahko povem še, kje se nahajajo ostala stranišča, ki jih še nismo obiskali. Eno je na Plečnikovem podhodu 1, tam je sicer zaradi obnove podhoda in sanitarij stranišče trenutno zaprto in ne obratuje. Naslednje, ki smo ga danes izpustili, je pod Tromostovjem na Prešernovem trgu 6. Tam je stranišče na voljo od 7. ure zjutraj pa do polnoči. Potem Mesarski most smo že obiskali, tukaj lahko gremo na WC prav tako od 7. zjutraj in pa do 11. WC imamo tudi na Plavi laguni oziroma v Linhartovem podhodu 2. Tam je na voljo od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure. Potem Kongresni trg ima kar 2 stranišči, eno je pri Bukvarni na Vegovi ulici 2, tam je na voljo od 7. do 23. ure in v istem času je na voljo tudi WC pod Kongresnim trgom oziroma pri parkirni hiši. WC imamo tudi pri Zmajskem mostu na Adamič-Lundrovem nabrežju 7, tam je na voljo od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure. Breg je ob mojem obisku žal že zaprt, breg 1, torej tam je na voljo od 10. do 18. ure, Špica, ki smo jo obiskali na začetku od 8. do 24. in pa Prulski most, ki obratuje od 10. ure zjutraj do polnoči. Zdaj pa lahko pravzaprav povem, da nisem edina, ki tako zelo ceni ljubljanska stranišča, ceni jih tudi Društvo za kronično vneto črevesno bolezen. Oni pa WC-je cenijo tako zelo, da vsako leto izberejo tudi najstranišče leta. In sicer to poteka v novembru, kajti 19. november je svetovni dan stranišč, kdo bi si mislil, tudi zato obstaja svetovni dan in obeležujemo ga po vsem svetu. V ta namen Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen od leta 2009 izvaja akcijo Naj javno stranišče. Akcija je namenjena osveščanju javnosti o pomenu in urejenosti stranišč in kot informacija članom ter nečlanom društva, kje v obiskanih občinah in bencinskih črpalkah ob avtocestah v Sloveniji imamo možnost dostopa do stranišča. Tako, v 12 letih je Ljubljana vključno z lanskim letom 4-krat zasedla prvo in 3-krat drugo mesto. Komisija je opravila terensko ocenjevanje na 154 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji, med drugim je preverjala stranišča v 11 mestnih občinah. Tako da
izgleda, da imamo pravzaprav v Ljubljani dobro urejena, dostopna in super stranišča, kar je fantastično. Ocenjujejo pa po naslednjih kriterijih. Dostopnost, to vključuje urnik dostopa, plačljivost oziroma neplačljivost, lokacijo stranišča glede na ostalo infrastrukturo, potem je označenost dostopa, torej ali je označeno v stavbi, v turističnih zemljevidih, na infotočki z usmerjevalnimi tablami. Potem je kriterij tudi urejenost, higiena prostorov, urnik čiščenja in pa prisotnost čistilke. Naslednjo je število sanitarij, torej ali je primerno glede na velikost občine, sanitarije za invalide, ki so na invalidskih vozičkih, oprema, kako dotrajano je in kako dobro deluje, in pa higienski material, torej zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisačk za enkratno uporabo in pa razkužila za roke. In pa ko smo že ravno pri toaletnem papirju, ali ste vedeli, da v bistvu v povprečju porabimo kar 57 lističev toaletnega papirja na dan? Ni tako malo, kaj ne? No, ampak v Ljubljani pa pravzaprav v javnih straniščih poteka krožno gospodarstvo, tako da vsi lističi toaletnega papirja, ki jih uporabimo na ljubljanskih javnih straniščih, so pravzaprav iz trajnostnega higienskega papirja. In to dela Ljubljano pravzaprav posebno, ker smo edini, ki v javnih straniščih uporabljamo to vrsten najbolj trajnostni higienski papir, narejen iz odpadnega tetrapaka. To je le eden izmed projektov na poti v krožno gospodarstvo in z uporabo tega toaletnega papirja so začeli v letu 2015 in sicer najprej v javnem holdingu Ljubljana in v vseh javnih podjetjih. V letu 2019 pa se je tej dobri praksi pridružila celotna mestna uprava in četrtne skupnosti, 17 javnih vrtcev, 6 javnih osnovnih šol, 1 javna glasbena šola in 10 javnih zavodov. Danes pa je trajnostni higienski papir v uporabi tudi v ljubljanskih javnih straniščih. Tako, kar veliko informacij je o ljubljanskih javnih straniščih. Če imate kakšno informacijo tudi vi, ne oklevajte in nam pišite na naš e-mail naslov, ki ga najdete seveda v pasici. Jaz pa lahko povem še 5. posebnost, ki poleg tega, da varuje zdravje, torej stranišča varujejo, ohranjajo zdravje, skrbijo za preprečevanje slepote in pa za varnost žensk ter omogočajo izobraževanje. Poleg tega vsega naštetega pa so stranišča omogočajo tudi varčevanje energije. In sicer odpadne vode iz stranišč vsebujejo približno 10-krat več energije. Ja, prav sem povedala, 10-krat več energije v biokemični obliki, kot jo je potrebno za čiščenje te odpadne vode. In znanstveniki ter inženirji že razvijajo načine predelave odpadne vode za varčevanje z energijo in pridobivanje pitne vode. Naprimer, začeli so razvijati sanitarna stranišča brez vode, ki ne potrebujejo kanalizacije oziroma kanalizacijske povezave ali električne energije in bi stala manj kot 5 centov na uporabnika na dan. Jasno pa je tudi, da je stranišče veliko več kot prostor za shranjevanje odpadkov. Tako da upam, da vam je tale moj prispevek odprl svet stranišč oziroma vsaj ljubljanski svet stranišč in da boste, kaj pa vem, morda prepoznali to pomembnost in prebudili hvaležnost za sicer neko banalno samoumevno zadevo, ampak nimaš kaj, stranišča so vendarle fajn. Hvala, da ste bili z mano in se sprehodili po ljubljanskih straniščih, zdaj pa kar še ostanite z nami in se gledamo po oglasih.